Vse je bilo odločeno, Maribor bo končal kot drugi, Gorica pa kot četrta in oboji bodo morda v prihodnjem letu igrali tudi v Evropi. Gorica čaka na razplet pokalnega tekmovanja. Tole je že prva akcija in lepa žoga Hodžića pred vrata. Bajde pa je bil najspretnejši in zabil za 1-0. Tokrat je priložnost med najboljšimi 11 dobil mladi Hodžić, ki je podal Bajdetu. Gregor Bajde pa je zadel za prednost Maribora. Potem napad za Goričane in ekspresno izenačenje v 15. minuti. Burgić je zadel za 1-1. Najspretnejši pred vrati je bil Miran Burgić in izenačil v Ljudskem vrtu. Še napad za vijoličaste. Bajde, Janža in Mendy, ki je na koncu streljal spretno, ampak na pravem mestu gostujoči vratar Sorčan. Grega Sorčan je dobil tudi poklic v člansko reprezentanco za dve prijateljski tekmi proti Švedski in Turčiji. Tokrat pa je bil na delu še enkrat ob koncu prvega polčasa. Gregor Bajde je premagal vratarja Gorice za prednost 2-1. Neobranljivo Bajde po lepi akciji Rahmanovića. Bajde pa je bil še enkrat izjemno natančen in Maribor je vodil ob koncu prvega polčasa. Kmalu bi Goričani izenačili, to je bila kombinacija po levi in izjemna obramba Cotmana, ki je tokrat branil mariborska vrata. Šuler pa je žogo izbil iz črte po golu Burgića. Drugi polčas in prva kombinacija za vijoličaste, to je bila velika priložnost Mendyja, ki je bil sam pred vrati, a tokrat zadetka ni uspel dati. Ob koncu tekme pa še dva gola, najprej tale izjemno lep zadetek Andreja Kotnika, ki je udajal daleč in izenačil na 2-2. Lepo si je sprejel žogo in odlično meril z ogromne razdalje v malo mrežico in Cotman je bil tokrat premagan. Izenačenje v Ljudskem vrtu, še eno razočaranje za mariborske navijače. Golov pa še ni bilo konec in to je bila 87. minuta, lepa akcija Goričanov in še tretji gol v mreži domačega moštva. Osuji je zadel za 3-2 in prednost Gorice v Ljudskem vrtu. Maribor je bil poražen pred domačimi gledalci. Lepo se je znašel Burgić in v ogenj poslal Nigerica Osujija, ki je zadel v 87. minuti. V sodniškem podaljšku še priložnost za Tavaresa, ampak izjemna obramba Sorčana, ki je žogo uspel odbiti. Priložnosti več ni bilo, Maribor je doživel še en poraz, končal kot drugi, Gorica pa je zmago potrdila dobro sezono in visoko četrto mesto. Ona je popolnoma drugačna tekma, glede tega ja, vendar popolnoma drugačna tekma. Takrat smo bili še čisto v igri, v tem dohajanju, v super poziciji. Danes je bila tekma, v kateri smo skušali 36 krogov, v katerem smo skušali pokazati neke mlade igralce, v katerih smo dali priložnost tudi nekaterim, ki so bistveno manj igrali v tem času in nas je na koncu malo zmagali, na kateri smo hoteli prišparati, kar je popolnoma logično s ciljem, da bi bili fit v sredo. Tako da se ne bi strinjal, mogoče po rezultatu, ja, ok, ma drugače pa popolnoma dve različne tekmi. Ja, mislim, da smo celo tekmo odigrali dobro, da smo bili nevarni tudi prvi počas. Bili smo dvakrat v zaostanku, vendar smo potem obrnili tekmo. Bi pohvalil fante za dober pristop danes. Rekel sem jim, da ni to izgled, da je tekma pomembna, ker je prvenstvo, da zaključimo sezono kot je treba in nam je uspelo na pravi način zakrožiti to sezono, ki je za nas zelo uspešna. Tisti, ki misli drugače, mislim, da gleda na stvari povsem nerealno. Tako da za nas je četrto mesto velik uspeh. Tako zdaj se pripravimo na pauzo. Upamo še, da bi nam uspelo še eno, da bi Maribor zmagal v finalu pokala, tako da bi potem bil uspeh še toliko več, če bi se uvrstili v Evropo.